sploh stoji tamle. To je gospod Andraž Briška, ki prihaja oziroma je del neprofitnega družbenega podjetja NDP SUS. Tu gre za Zavod za trajnostno družbeno gospodarstvo in socialno podjetje. Je bilo pa kot dobro prakso spoznano tudi v okviru platforme Dovolj za vse. Tu je platforma za trajnostno upravljanje z viri skupnosti, ki je pa tudi v bistvu nastala v okviru projekta Life Care for Climate. Zdaj vam pa kar predajam besedo, da nam mogoče več poveste. Hvala. Prvo, a me slišite v redu, a ne govorim bolj na glas, bolj potiho? Okej. Hvala za besedo. Jaz sem Andraž, sem član koordinacijske ekipe Agrodivizije, ki je v bistvu del tega NDP Kozda, kot je bilo že povedano. To je v bistvu naš zavod, naše socialno podjetje, je razdeljeno na več podskupin in Agrodivizija je ta, ki se ukvarja z kmetijstvom oziroma s pridelavo zelenjave. Tako da najprej če malo v bistvu o tem povem, Torej, neprofitno družbeno podjetje KOZ, kakor se cela stvar imenuje, se nekako deli na 3 podskupine. Ena od tega je tale naša Agrodivizija, kakor sem že povedal, ki se v bistvu ukvarja z pridelavo zelenjave, dejansko z obdelavo zemlje. Potem je za druga, zato ker je za druge, tega se jaz nisem spomnil, ampak to je prav zelo poudarjeno. To je v bistvu potem del tega socialnega podjetja, ki se v bistvu bolj ukvarja s prodajo raznih bioloških, ekoloških pridelkov, s fairtradeom in dejansko ima svoje prostore v Mostah, kjer tudi dolgoročno planira narediti ena tako majhna trgovinca. Potem pa je še sindikat Združenega dela Sila, ki v bistvu, o katerem jaz veliko niti ne vem, nimam niti veliko stika z njimi, ampak oni nekako se ukvarjajo potem v bistvu bolj z ekonomskimi in družbenimi boji. Kakor vem, zaenkrat niso še veliko aktivni, ampak je bila v bistvu ta glavna ideja tega zavoda, da bo nekako sestavljen iz pridelovalcev, to je Agrodivizija, potem v bistvu neke potrošniške zadruge, kjer v bistvu se gradi nek kolektiv, neka preskrba porabnikov dobrin, in potem pa v bistvu še neko družbeno gibanje, ki bo v bistvu se borilo za boljšo, pravičnejšo družbo. Če malo še povem v bistvu o sami formalni obliki tega našega zavoda. Mi smo registrirani kot socialno podjetje, na dolgi rok pa si želimo postati zadruga, da bi v bistvu vsak, ki se včlani, bil tudi solastnik, ker to se nam zdi v bistvu edin nek pravičen način, da ti sonaravno in trajnostno deluješ v širši družbi in tudi zato, da v bistvu vsak posameznik nekaj prispeva, tudi dobi za to nekaj plačila. Zdaj malo več o tej naši skupnostni njivi. Naša njiva se nahaja na Ljubljanskem barju, v bližini Brezovice. Tam je zemlja zelo rodovitna, tako da smo sami presenečeni, kaj nam vse zraste, ker naše znanje ni ravno najboljše. Smo večinoma vsi začetniki, jaz prej sem začel hoditi na to njivo, nisem niti vedel, kaj je blitva. In potem dejansko, ko vidiš, da ti vseeno vsaj zemlja pomaga pri teh stvarih, ko ti jih ne znaš, je že delo malo lažje. Imamo v bistvu parcelo približno veliko 1 hektar, mi pa jo obdelujemo samo 1/3. 2/3 smo se odločili, da bomo pustili naravi, ker se nam pa zdi pomembno, da en del zemlje ima narava sama zase, za ohranjanje okolja, za regeneracijo. In zaradi tega tudi dobivamo potem nekaj subvencij z vidika evropskih razvojnih sredstev. Zaenkrat v bistvu vse delo, ki ga mi opravimo, je prostovoljno.
ker pač nimamo še dovolj zaslužka, da bi lahko kogarkoli plačali. Zaenkrat edini v bistvu zaslužek, ki ga imamo, ga uporabimo za to, da si financiramo naslednjo sezono. Zato, da si nabavimo sadike, orodje, da si nabavimo vodo in vse te stvari, ki jih rabimo. In vse v bistvu, kar pač prodamo, a ne v zaslužek, ki ga imamo, ga potem nekje shranimo in potem na podlagi tega splaniramo, kako si lahko naslednjo sezono privoščimo. Prostovoljno delo pa je nekako nagrajeno s tem, da si vsak, ko konča z delom na njivi, lahko nabere toliko zelenjave, kakor želi, oziroma toliko, ko je potrebuje, v skladu s tem, kar pač je takrat na voljo. Primarno pač zelenjava je namenjena nam, ki jo obdelujemo, sekundarno viški so pa za prodajo. Pač primarni namen je zato, da mi imamo zase, oziroma za pač vse, ki hodijo, ki delajo, potem pa višek je pa namenjen, da se stvar ohranja in da stvar živi. Tako. No, to je ena slika te naše njive. Zdaj, ne vem, kako vidite. V bistvu podklep je tale plastika, temu se reče agrotekstil. To je pač sicer ni lih 100% najbolj trajnostni način, ampak mi smo se za to odločili, ker drugače ni šlo. Ker v bistvu pač ta barjanska zemlja je tako rodovitna, da imaš toliko enega plevela in vsega, moraš ta plevel ti zastreti z pač tem agrotekstilom, a ne s to plastiko, da ti pač ne uspeva tam, ker ti močeš. Vmes so pa luknje narejene in noter rastejo posamezne zelenjave. Tako da, recimo, naprimer, tukaj je česen, tukaj je čebula, potem tukaj pod temi protiinsektnimi mrežami so kapusnice razne, tukaj so bučke in tako dalje. Glavni problem okoljevarstveni pač pri tem agrotekstilu je že to, da v bistvu to je pač plastika, a ne, prvič samo po sebi, drugič pa počasi pušča neke taka mikrovlakna v zemlji in na dolgi rok planiramo, da bi se tega znebili, ampak zaenkrat še nismo tam, no. Zaenkrat smo še od tega odvisni. Najboljša rešitev bi bila v bistvu zastirka s kompostom, a ne, da bi v bistvu plevel ti zasul s kompostom, ampak to rabiš imeti ogromne količine, tako da to še pride. Drugače, ima kdo kakšno vprašanje, lahko kadarkoli vpraša, tako da brez skrbi. No, takole. V bistvu, kaj so naše temeljne vrednote, v bistvu temeljne ideje, okrog katerih se vse vrti, no, so 4. Prva je v bistvu oskrba s hrano, torej da omogočamo v bistvu dostopno, ekološko, biološko zdravo zelenjavo za v bistvu vsakakoli, ki se hoče pridružiti in pač recimo tudi nima denarja, da bi se to privoščil, pride pač dela in dobi neke zelenjave zase, ne? Druga vrednota je v bistvu okoljevarstvo, je trajnostno kmetovanje, kateremu stremimo. Kakor sem že prej nakazal, nismo prav 100%, pač, ampak se trudimo vedno bolj. Tretja vrednota, tretja ideja je skupnost sama. Hočemo v bistvu zgraditi nekaj širše, kakor samo eno skupino ljudi, ki bi hodila in si v bistvu pridelovala zase zelenjavo, ampak v bistvu neko skupnost, ki si bo pomagala tudi drugače, ki se bo družila, ki se bo dobro počutila, če bo imel kdo težave, da pač bo nekdo priskočil na pomoč, da v bistvu se bo neka širša mreža spletla, ki bo potem sposobna tudi lažje preživeti, ne samo pač hoditi skupaj in pridelovati zelenjavo. No, četrta vrednota, četrta ideja je ekonomska demokracija. Pač živimo v kapitalistični družbi, kjer v bistvu večina delovnih mest z vidika nižjega zaposlenega je dosti nedemokratična, ker v bistvu tisti zaposlen ne more nič odločati, kaj bo firma delala, nima nobenega vpliva na večje odločitve. In v bistvu tukaj mi neko alternativo poskušamo zgraditi, v bistvu, da vsak lahko sooblikuje, kako stvar zgleda, vsak lahko pač prispeva, vsak lahko usmerja zadevo, vsak lahko pač vpliva na odločitve, ne? Hočemo v bistvu ustanoviti nek demokratično vodenje, ne? Tako da enkrat letno imamo tudi skupščino, na kateri pač potrdimo in setveni načrt in vse stvari.
Potem so pa še ostale stvari, s katerimi se ukvarjamo, ki so tudi pomembne, ampak mogoče ne izpadajo tako ven hitro. Ostale stvari so pa recimo, ena stvar je recimo feminizem, v bistvu boj za enakopravnost spolov, smo recimo nekaj zelenjave smo donirali varni hiši, potem nekaj smo donirali paradi ponosa. Nekaj presežkov, v bistvu ravno te bučke tukaj, ki so na sliki, ko smo jih imeli tako veliko, smo jih donirali za brezdomce. Tako da v bistvu imamo še ostale ene družbene vidike, s katerimi nekako ostale neke polja udejstvovanja, ki so nam pomembna, ampak pač mogoče ne izpadajo ven toliko na prvi vdik. Recimo tudi nekaj beguncev je hodilo k nam pridelovati, tako da smo vključili tudi recimo najranljivejše v sami naši družbi. Takole. Nekaj o samih začetkih te njive, tega pridelovanja. Vse skupaj se je začelo leta 2017, ko je poslanec Levice, Miha Kordiš, v bistvu to njivo kupil in jo je podaril potem tej skupini prostovoljcev, tej skupini aktivistov, ki se je s tem hotela ukvarjati. V bistvu jih je nekaj malo sam poiskal znotraj stranke, izven stranke, ko velikokrat nas povezujejo stranko Levica, ampak v bistvu smo čisto ločen projekt. Tudi v medijih je bilo enkrat o temu bolj blamaža, ampak vseeno mi smo pač sestavljeni in tudi v bistvu dosti ljudi se niti ne strinja z določenimi stvarmi, ki jih ta stranka zagovarja, pa vseeno hodijo na to nivo in je v bistvu pač samostojna zadeva in temelji na odprtosti. Začetki sami so bili eksperimentalni in je bilo tudi veliko enih polomov, ker enostavno pač, kot sem rekel, veliko nas je prišlo na to nivo, ker nismo imeli pojma, ker nismo znali pridelovati zelenjave, ker nismo znali nič delati zemljo. In na začetku v bistvu se je samo malo bolj gledalo, kaj sploh bi se dalo narediti in kako se bo zadeva razvijala. Potem pa se je izkazalo, kakor sem rekel, da je barjanska zemlja zelo rodovitna. Imamo tole barjansko polžarico, to se prav ta zemlja imenuje, in na vrhu je prav taka temna, črna, kar je ful dober znak za rodovitnost. No, postopoma se je nekako ta ekipa prostovoljcev oblikovala in zdaj je že 4. leto, odkar ta zadeva nekako funkcionira. Je pa res, da je prišlo tudi do ful enih sporov, eni ljudje pač so izgoreli, so šli stran, tako da ni vse rožnato, vedno se kaj zalomi, ampak nekako zaenkrat se mi zdi, da postopoma gremo pač 3 korake naprej, 2 nazaj in zadeva nekako deluje. No, za v bistvu, kako smo mi organizirani, kako v bistvu mi delamo. Mi imamo tedenske delovne akcije, ki se skličejo preko naše mailing liste. Se pravi, koordinacijska ekipa napiše na pač to mailing listo. Ta teden, četrtek popoldne, pa nedelje zjutraj, recimo se dobimo na njivi, delamo to pa to pa to pa to. In potem v bistvu se na mail listi napišejo, ker recimo imajo avte, ker lahko ponudijo prevoz iz Ljubljane tja do Brezovice, napišejo, jaz grem pa z avtom, lahko greste z mano. In tako nekako, eni pridejo tudi s kolesi, eni tudi peš lahko pridejo, če imajo dovolj blizu. Ampak načeloma večina se z Ljubljane, pa nekako se zmenimo z avti, sploh zato, ker je potem težji zelenjavo odpeljati s kolesi nazaj. Kakor sem prej rekel, v bistvu po koncu delovne akcije si lahko vsak nabere nekaj zelenjave zase, za svojo družino, pač če bi komu rad podaril, v bistvu za kogarkoli. To je to. No, to je recimo ena slika z ene delovne akcije, mislim, da je 2 let nazaj, ko se je v bistvu sadilo paprike pa melancane, to so take majčkene sadikce paprik melancan, ki se jih da v te luknje, okrog se pa napne to mrežo, zato da pač se potem, ko začnejo rojevati plodove, pod lastno težo rastline ne sesuvajo. Imamo pripravljen vsako leto naprej setveni, finančni in terminski načrt.
setveni načrt v bistvu določa, kje bomo kaj imeli, finančni, koliko bomo čemu namenili, terminski pa, kdaj bomo kaj izvedli. Imamo tudi koordinacijsko ekipo, ki je sestavljena iz večjih ljudi, ki prevzemajo malo več odgovornosti. Recimo, jaz osebno skrbim za finance, pa zdaj tudi malo za ene administrativne stvari, sklicujem delo na njivi, spremljam stvari, kaj se dogajajo, malo usmerjam in tako. Potem enkrat letno imamo pa skupščino, kjer se pomenimo v bistvu, kaj smo dobro delali, kaj smo slabo delali v tem letu, kaj bi lahko bolje, kaj si želimo imeti. In potem tudi nekako zvolimo to koordinacijsko ekipo in zvolimo to, oziroma potrdimo ali pa zavrnemo setveni ta finančni terminski načrt za naslednjo sezono. To je to, no. Ja, nekako malo dela, veliko pridelka, bi lahko rekli, zato ker če ima človek sam svoj vrt, mora skoraj na vsakodnevni ravni hoditi, da dobi neke zelenjave, ne? Tukaj pa je v bistvu fajn ravno ta fleksibilnost tega sistema. Človek pride lahko enkrat na mesec in takrat se nabere zase zelenjavo. Lahko se človek ta oseba se lahko umakne za 2-3 mesece in pride nazaj in zadeva še vedno funkcionira, ker v bistvu drugi skrbijo za njivo. Tako da z veliko nekaj ur na teden nekdo prispeva in se lahko nabere precej zelenjave za to, no. Tako da to je tudi ena glavnih motivacij, zakaj se nam ljudje pridružijo. Pridruži se nam lahko kdorkoli, piše nam na naš mail in potem odgovorimo in ga uvedemo. Treba ni čisto nič znati, ko se pride na njivo, vse pokaže se, vse se naredi, pa tudi samo praktično delo ni toliko zahtevno, da se ga ne bi dalo naučiti. Treba je edino malo prakse. Ja, no, kakor sem hotel še to prej povedati, veliko ljudi se ravno zaradi te zelenjave nam pridruži, so pa tudi ljudje z različnimi motivacijami. Meni osebno je bolj ta skupnost pomembna, ne? Bolj to soupravljanje s tem, kar ti delaš. Veliko ljudi pa nekako bolj cilja na to, da dobi svojo zelenjavo, da se ima fajn, da malo tam to zelenjavo prčka pa tam koplje in tako. Drugače pa, kakor sem rekel, veliko različnih pogledov je na vse stvari. Tudi glede cepljenja imamo kar deljeno mnenje. To sta eni dve sliki iz dveh delovnih akcij. Tale je na vrhuncu sezone, poletna se vidi v bistvu vse pridelke, ki so bili nabrani. Tale je pa ena bolj taka zimska, kjer se bolj čisti njivo in zaradi tega agrotekstila jo moramo tudi pometati, kar je malo drugač, tako v bistvu se izkaže kar za efektivno. Takole. Malo v bistvu o zelenjavi, ki jo imamo. Imamo plodovke, torej paradižnike, buče, oziroma buče spadajo med bučnice, paprike, melancane, potem bučnice, buče, bučke, kumare, razne vrste zelja, ohrovtov, radiča imamo ogromno, ne vemo letos, kaj bi z njim delali. Fižol nam zelo dobro uspeva, grah niti ne toliko. Nad špinačo smo tudi kar razočarani, po drugi strani pa blitva zelo dobro raste, no? Čebula je tudi bila kar v redu, smo bili kar zadovoljni in recimo medtem, ko krompir je bil katastrofalen navaden, je sladki krompir zelo dobro. Se mislim, da ima eno sliko potem. Letos smo ga res imeli ogromno. Imamo tudi en majhen zeliščni vrt, kjer se trudimo eksperimentirati z raznimi zelišči. Ker je to močvirska zemlja, je ful za kakšen badrijan pomembna, prijetna, kaj takega, no. Tako. To je par slikic z naših plodov. To so lanski čili, so bili ful dobri, pa niso bili tako hudo pekoči, kakor izgleda. Paradižnik je tudi kar v redu, češnjevci najbolje nam uspevajo. Nažalost za paradižnik imamo tukaj v Sloveniji zelo neugodno klimo, ker je premrzlo, ampak znotraj rastlinjaka nekako uspeva, recimo zdaj do konca septembra,
zdaj so nam že začeli odmirati, jih že kompostiramo. Hokaido buče smo jih imeli tudi ogromno letos, veliko smo jih prodali. No, to je ta letošnji sladki krompir, pač res ga imamo ogromno. Nekaj ga bomo prodali, drugače pa na srečo se ga da lepo skladiščiti, tako da nam bo zdržal tudi do naslednjega leta. Podrolistni ohrovt tudi ful lepo uspeva, tudi ne vemo, kaj bi z njim delali, no, tako da če bi ga kdo rad. In je, kaj je ful fascinantno, kaj ga niti nismo gnojili, pa je tako lepo pač res naredil take lepe liste in tudi na mraz se ful dobro odziva, zdaj še vedno dela in verjetno nam bo še celo zimo. Tako, no to so potem redkvice, na redkvicah smo se letos marsikaj naučili. Recimo to, da v poletni vročini se jih ne sme sejati, ker ne uspejo in potem, ko smo se nekaj časa čudili, zakaj jih ni. No to je pa ena rozeta radiča, ki ga imamo tudi ogromno letos. Zdaj pa še nekaj o naših praksah in zakaj se smatramo za trajnostne, no. Ena od prvih je v bistvu to, da se ne poslužujemo prekopavanja, ne. Pri nas v bistvu v Sloveniji pri vrtičkarstvu, pri v bistvu poljedelstvu je ena taka neformalna dogma, da je treba vsako leto njivo zorati, noter dati gnoj in potem v bistvu čez sejati pa saditi stvari. No, v bistvu to je na dolgi rok slabo, ker izčrpuje zemljo, uničuje te koristne mikroorganizme in če ne bi vnašali tega gnoja noter, v bistvu na dolgi rok bi pač uničili si vso rodovitno zemljo. Tako da mi smo pač prvo kot prvo pač se temu odpovedali in smo se odločili, da bomo samo sfrezali, torej zmehčali zgornje sloje zemlje. Kar je manj škodljivo, je pa še vedno škodljivo, no, tako da na dolgi rok se poskušamo tudi tega otresti in dejansko smo ugotovili, ko smo lani en del pustili, da ga nismo sfrezali, je tam zelenjava tudi čisto v redu uspevala. Pač želimo si prejti na permakulturo, da v bistvu dejansko bi na tem območju vedno lahko pridelovali, za kar pa je treba ustrezen kolabar, se pravi, je treba malo menjati vrste zelenjave. Za ohranjanje rodovitnosti in proti spiranju uporabljamo tudi zastirko. Zastirka je v bistvu tole, ko se vidi tole rumeno med rastlinami, to je miskantus, to je ena taka azijska rastlina, ki v bistvu ne izgnije hitro in zelo dobro zadržuje pač rodovitnost oziroma preprečuje erozijo zemlje in zadržuje vlago, tako da rastline potem pač lepo uspevajo, zraven pa še preprečuje temu, da bi plevel se prerastel čez. Tako da to je o prekopavanju. Tako izgleda sfrezana njiva po zimi oziroma zgodaj spomladi pred začetkom sezone. V bistvu razrahljane so zgornje plasti, tako da, ko damo mi sadike semena v zemljo, lahko lepo rastejo pač v tej mehki razrahljani plasti na vrhu. Zraven imamo pa rastlinjak, v katerem imamo paradižnike pa take stvari. In potem to čez v bistvu pokrijemo s tem agrotekstilom. Takole. No, zatiranje plevela, tukaj sem že govoril, da imamo ta agrotekstil, ki je pač se izkazal zdaj kot najboljša rešitev, čeprav dolgoročno bi se ga radi otresli. Druga stvar je ta miskantusna zastirka in pač potem pride na vrsto tudi ročno kletje, kateremu se ne da izogniti, ker enostavno vedno tudi v teh luknjah požene kakšen plevel, pa eni pleveli so tako močni, da se v bistvu prebijajo skozi to plastiko in začnejo rasti kar nekje sred agrotekstila in jih je treba pač odstraniti. Smo pa tudi začeli malo razmišljati o uporabnosti samih plevelov, ker vseeno ni vse tako brez veze. In dejansko veliko plevela je užitnega in se ga da uporabljati v solati ali na razne druge načine. Takole. No, potem imamo gnojenje. Zdaj recimo en problem, ki ga
pač splošno imamo v Sloveniji pri vrtičkarstvu je to, da se tudi zemlja preveč gnoji. Ker so delali, prav ena študija je bila, mislim, da prav za Ljubljano in okolico Ljubljane in so ugotovili, ko so delali analizo zemlje, da je preveč dušika v zemlji in premalo drugih mineralov, kar je pač posledica tega, da se vsako leto dajalo okoljski gnoj v zemljo. Ne bi se ga dajalo tako po eni praksi vsaj na vsake 4 leta. Tako da tudi mi smo pač hitro se hlevskem gnoju odpovedali. Uporabljamo kurje pelete, pa še o tem se zdaj sprašujemo, koliko je res smiselno, ker tudi zemlja je ful rodovitna in kakor sem tudi prej pri tem kodrolistnem okrotu pač pokazal, dejansko ga nismo gnojili, pa je tako lepo uspeval. Pa spada med kapusnice, ki so ena najbolj zahtevnih zelenjav, pa potrebujejo največ hranil. Tako da v bistvu bomo letos prvič tudi naredili analizo zemlje, bomo vzeli vzorce in jih bomo nesli na Kmetijski inštitut, oziroma kar na Kmetijski inštitut, da vidimo, kaj sploh imamo in česa nimamo. Ker samo na podlagi videza rastlin zelo težko ugotoviš, kaj se res primanjkuje. No, še ena stvar, ki ful dobro pa pač deluje na zemljo, so tudi stročnice, ker stročnice v bistvu, torej fižol, grah, vse, pač cela ta družina, ker v bistvu prispevajo k temu, da se dušik shranjuje v zemlji in ta dušik potem ostane za naslednjo generacijo v poljščini. Zatiranje škodljivcev, torej mi pač nič ne špricamo z nobenimi fitofarmacevtskimi sredstvi, smo pa poskusili ene par naravnih pripravkov. Eden je recimo tale koprivna brozga, to se pusti koprive 24 ur v vodi, da se namahajo in recimo, da pomaga proti ušem, malo smo jih s tem odgnali. Je pa pač vseeno, škodljivci so težava, če hoče človek imeti nešpricano, biološko, ekološko pridelano zelenjavo, pač preneslej ali bo na to naletel. Tukaj je zelo pomemben kolobar, ker v bistvu preprečuje, da bi se na istem mestu isti škodljivci širili. Druga stvar, ki nam še pomaga, je pa protiinsektna mreža, ki v bistvu varuje kapusnice pred enim metuljčkom, kliče se Capusov belin, ki v bistvu naredi gosenice not v zelju in te požrejo potem skoraj celo rastlino. Tako da to, nekako. Tudi rastlinjak nam ful pomaga, ker ščiti paradižnik pred plesnijo, ker ohranja dovolj toplote noter, da se ta plesen ne more razviti. Tako nekako temu, tukaj so recimo slike zelja, kako uspeva pod to protiinsektno mrežo. Tukaj so ene take majčkine sadikce še noter, okrog je tale miskantus, okrog luknje, da ne bi kakšen plevel se naredil. Tukaj je pa potem že eno večje zelje. Ta mreža v bistvu ima take luknice, da voda, svetloba čisto lepo vse prejde skozi, ampak insekti, žuželke, gosenice ne morejo. Je pa treba paziti, kje pa sem se kakšna luknja naredi in letos smo tudi v enem takem tunelu smo našli ogromno teh gosenic, ko se je naredila ena luknja in so vse prišle noter. Takole. No, potem v bistvu še malo o naših sadikah in semenih. Mi nekako zaenkrat funkcioniramo tako, da vsako leto si nabavljamo sadike in semena. Sadike so ekološke, kar je dobro pač itak samega naravovarstvenega vidika. Po drugi strani je pa tudi dobro tudi za samo vzgojo zelenjave, ker ekološke sadike niso bile tretirane z nobenimi škropivi in dejansko so tudi bolj trdovratne, ker so bolj prilagojene na hude pogoje. Dolgoročno razmišljamo, da bi se jih sami začeli predelovati, ker bi nas finančno tudi precej olajšalo stvari. Tako izgledajo sadikce, preden se dajo v te luknje, not se naredi ena lukenca, včasih damo malo gnoja, včasih nič, se zadela in se not sadikca da in potem po par tednih začne že lepa rastlina rasti. To je solata, to mislim, da je tale poletna sorta. Takole. Poleti, ko je premalo vode,
moramo pač tudi z rastline zalivati, sploh kakšne bučke, ki so bolj požrešne. In zaenkrat to delamo tako, da imamo svoje lastne zalogovnike in nam jih gasilci napolnijo enkrat, dvakrat letno in potem imamo noter zalogo za celo poletje, da ročno zalivamo vse rastline. Dolgoročno bi imeli radi svoj vodnjak, kar niti ni toliko slaba opcija, glede na to, da je na Barju ful vode, ampak to je vseeno ena taka finančna investicija, ki ni tako enostavna. Takole smo tudi kot del teh oziroma od Evropskega sklada za razvoj podeželja dobivamo nekaj sredstev za ohranjanje narave. Temu se rečejo ta kmetijsko-okoljska podnebna plačila. In v bistvu mi smo vključeni v dva programa. Eden je barjanske mejice, to so v bistvu tile pasovi dreves, ki ograjujejo parcele. Ti pasovi dreves v bistvu preprečujejo erozijo zemlje, ohranjajo biodiverziteto, divje živali se lahko not zatečejo in so nasplošno že tudi del kulturne dediščine slovenske. Druga pa je ptič kosec, ki prebiva v travnikih, v visoki travi in namenjamo tiste 2/3 parcele, ki je ne obdelujemo, ker pustimo visoko travo do konca avgusta, da lahko ta ptič noter v miru gnezdi. Prek teh ukrepov tudi zatiramo invazivne rastline, kakor je zlata rozga, ki se pri nas zadnje čase zelo širi. Če ste kdaj videli, to je ena taka rumena cveti, zelo pogosta je. In pač letos smo v bistvu se povezali s centrom Krater, tudi v Ljubljani, ki raziskuje uporabnost teh invazivnih rastlin in so prišli in so nam pomagali pobrati veliko količino te zlate rozge, s katere oni potem delajo papir, pa lončke, pa tudi gnojilo bojo poskušali razvijati notro. Same take uporabne stvari. Takole, malo še o viziji za naprej naši. Poskušamo čim bolj biti trajnostni, kakor se le da, vsega pač se zaenkrat nažalost ne da. In tudi v prihodnosti planiramo, kakor sem rekel, čim več zastirke, čim manj agrotekstila, čim manj gnojenja, čim manj prekopavanja, da bo v bistvu res projekt čim bolj trajnosten, kakor se le da. In potem zraven prije tudi v bistvu trajnostna preskrba z vodo, torej vodnjak, lastna vzgoja bioloških, ekoloških sadik, kar planiramo, da bi imeli tu v Ljubljani, da bi postavili nekje en rastlinjak, ker bi si lahko sami te sadike proizvajali in jih potem pač za delovne akcije spravili na nivo in tam jih posadili. Seveda pa pač je tudi ta družbeni vidik pomemben, torej čim več zadružništva, nekako spodbujanje sodelovanja z drugimi kolektivi in v bistvu tudi neko plačilo tem ljudem, našem članstvu, ki hodi tja, ker se mi zdi, da če ti nekaj delaš, si tudi zaslužiš, da si nekako za to poplačan. Takole, tole je slika našega rastlinjaka, ki so noter mladi paradižniki. Mogoče lahko še nekaj o svoji zgodbi povem. Jaz sem se priključil približno 1,5 leta nazaj in na začetku res nisem imel pojma, zdaj po 1 letu pa pol v bistvu pa imam občutka, da kar že nekaj znam, hitro se nauči človek, če se v bistvu zanima za te stvari, ko meni sploh zelenjava ni bila tako zanimiva na začetku. Potem pa kar začneš malo gruntati, ne vem, zakaj pa to ni ratalo, kako bi pa to lahko bolje. Zdaj se tudi že nabavil 3-4 knjige o zelenjavi in to v prostem času berem. Potem sem se vključil tudi v koordinacijsko ekipo, kjer sem v bistvu videl, kako v bistvu vse to ozadje, ko najprej, ko ti prideš, samo oddelaš par ur in potem si nabereš zelenjavo in greš domov, potem pa v bistvu kako vidiš, kako stvar funkcioniraš iz ozadja, koliko enih vložkov je in tega, in tudi nekako se čustveno navežeš in na rastline in na pač samo skupnost in sam projekt in včasih ti je kar malo slabo, če kaj ne uspe, ampak potem tudi dobiš to nekako podporo od drugih ljudi in ostaneš motiviran za naprej, Tako da, če bi se
zelo rad pridružil, no, je ful lepo vabljen. Na teh letakih je zadnji naš mail, no, in se lahko na ta mail napiše. In potem se bomo zmenili, no. Tako da res upam, da vam je bilo všeč, da ste kaj si zapomnili, če ima kdo kakšno vprašanje, z veseljem poskusim odgovoriti. Nisem pa zdaj strokovnjak za trajnostno ekološko kmetijstvo, se bolj ukvarjam v praksi s tem, tako da za neke huda teoretična vprašanja mogoče nisem najboljši naslov, tako pa malo povem, kako mi to delamo. Hvala. Mene se zanima, kakšna je življenjska doba tega agrokostila? Ja, v bistvu zaenkrat ga imamo že od začetka, ne, 2017. In zdaj je še zaenkrat prav vred. Zdaj v bistvu ne vem točno, kakšna je. Tako počas se mu že malo vidi, da nekje je že res bogi. Potem smo pa tudi še mi par napak naredili, ko smo ga luknjali po nepotrebnem. Tako da, ne vem, se bojim, da za naslednjih 5 let bo mogoče še, potem pa bo treba nekaj menjati. No, pa to je velika investicija? Ja, je kar, ja. Zdaj točno sem že malo pozabil, ampak mislim, da je bilo tam 600-700 evrov nekaj takega. Za 0,3 hektara? Ja, za 0,3 hektara, ja. S tem, da potem ga je treba še, ful je dela s temi luknjami, ko jih delaš, ne. Mi smo jih kar v bistvu izžgali z pač plamenom noter. Lahko se pa tudi reže, samo to je zelo težko, ker je vseeno tako čvrst material. Dolgoročno se po moje ne bo obnesel, bo treba nekaj drugega. Ampak dokaj pač nimaš neke baze ljudi, ki bi res lahko bolj redno delala, ne, je to pač taka začasna, kompromisna rešitev. Hvala. Jaz sem videl pač imajo ene take zastirke, ki so tudi razgradljive, pač so tudi že obstajajo pač take stvari, se razpadajo po 2 letih. Ja, ali pa recimo volno tudi dajo, ali kakšne take stvari, ne. To bi po moje bilo sigurno za naslednjih par sezon za splanirati, ker ta pač, ko bo ta agrotekstil začel pač odpovedovati, po moje bomo šli v nekaj drugega, no. Najbolj idealno bi bilo zastiranje s kompostom, ne, ko v bistvu potem komposti in nahrani zemljo, v bistvu naredi bolj rodovitno, lahko ti sadiš direktno v kompost, samo to je treba res hudo količino imeti, no, da se lahko tega lotiš. Še eno vprašanje, ker vidim, da v bistvu se da tudi mrčiti pa kuhati zelenjave. Koliko imate strank pa glede zelenjave potem v prodajo ali večino v bistvu pridelka sami tisti, ki pridelujete tudi pa odporajate? Ja, no, če iskreno povem, na začetku letošnje sezone smo imeli eno krizo, ker je v bistvu bilo toliko prodaje, da je za prostovoljce ostalo premalo in je ful ljudi se kar razjezilo, no. In smo potem mogli malo spremeniti prodajno prakso, ki smo malo začeli omejevati. Tako da, ampak potem se je tudi sezona začela in letos je bilo res slabo vreme, fulnega dežja, ful mrzlo na začetku sezone in ni tako dobro rodilo, kakor smo pričakovali. Se pa v bistvu potem tam julija, avgusta, z vrhuncem sezone pa pač ta proizvodnja teh zelenjave vse je toliko krepila, da smo pogruntali, da bi lahko ta hud prodajni zalogaj tudi takrat obdelali, ampak enostavno ni, takrat je bilo že malo prepozno. Kako imate pa načrt delov? Kakšen načrt delov? Ja, kdaj kdo dela, kaj se dela, kdo mora verjetno malo komandirati? Ja, to je ta koordinacijska ekipa, ne? Koordinacijska ekipa ima tedenske sestanke in oni v bistvu sestavijo plan dela za naslednji teden. In na delovnih akcijah je vedno nekdo iz ekipe prisoten, da potem usmerja ljudi, da jim malo pove. Drugače se tudi na mail napiše, ampak potem on pove, recimo, ne vem, to je treba narediti, to je treba narediti, a bi lahko ti to, a bi lahko ti tako nekako.
tako se nekako zorganiziramo in potem nekako steče. No. Je pa res, da včasih je treba tudi ljudem malo pod prste gledati, ker veliko ene solate smo imeli tako uničene letos, ker so jo preslabo posadili. Korenje je bilo tudi bolj slabo, ker so ga preblizu skupaj sadili. No, take stvari. Spravo, čeprav razumem, če jaz kaj pridem, ne, se odločam tu. Je tam nekdo, ki mi reče, kaj moram narediti, pa tudi kako moram narediti. Jaz sem recimo iz bloka in sem šlo. Vedno je nekdo, na katerega se lahko človek tam obrne. Ne? Vedno je vsaj eden, ki točno ve, kaj in kako je treba narediti stvari. Smo tudi že razmišljali, da bi se pred samo delovno akcijo imeli tako eno kratko predstavitev. Ne vem, danes bomo pa sejali redkvice in to se naredi tako pa tako, to delamo zato. Ne? Ker tudi veliko ljudi, vse to je tudi zanimivo dejansko, da človek tam se nekaj nauči. Imamo enega člana, ki v bistvu že od začetka hodi in on se stalno pritožuje, da se nič ni naučil, ker je v bistvu tako res, ker se mu samo pove, naredi to, ne, in potem on niti ne razmišlja. Tako da dejansko bi bilo fino tudi neko ta izobraževalni vidik okrepiti. No. Kako imate pa to stroškovno, kje se pokrivate za nakup? Se to samo od prodaje, se akumulira nekam, pa bi to osnovna sredstva ali kaj? Ja, iz v bistvu teh razpisov, ne? Iz razpisov, iz teh okoljskih podnebnih plačil in iz prodaje. Tako da nekako stroškov imamo letno samo 2 jurja pa pol recimo in to se lih izide. Lih se izide tako da najdražje so sadike, no, 1000 evrov, 500 pridejo skoraj vsako leto. Vse ostalo potem ni v bistvu niti toliko dražo, no. Tako da zdaj za neke hujše investicije nimamo, ne, da bi se nekaj ful delalo. Je pa res to, da zadeva funkcionira. Zdaj, če bomo res šli v lastno pridelavo sadik, bomo tu finančno potem ful bolj fluidni, ker dejansko to je tudi največji strošek, ki ga imamo. Tisti koordinacijske ekipe, ki pač, ne vem, diatalno delovni akcije, povej, kako se mora delati, to so samo ljudje, ki so že včasih tole so danes, da tudi oni vseeno imeli kaj preznanja, ste rekli, da ne rabi emisija, ampak... Ja, recimo, jaz sem zdaj v koordinacijski ekipi, jaz nisem imel naš predznanja, ne? In počasih se pa ene stvari naučiš, ne? In jaz sem se tudi relativno hitro pridružil tej koordinacijski ekipi, tam že po pol leta. Sicer sem se res najprej s financami ukvarjal, ampak prej se je bilo treba tudi se naučiti druge stvari. In nekako delamo tako, kakor znamo, si malo povemo na teh sestankih, ne? In tisti, ki ima največ znanja, recimo v tej koordinacijski ekipi je bila ena punca, ki res so obvladala stvari in ona je vedno povedala, da je ti to tako, ti to tako. In zdaj pa je ona šla stran in v bistvu nekako potem sami poskusimo. Ne? Vedno si kaj preberemo, koga vprašamo, recimo tudi zdaj smo prišli v stik z enim permakulturistom, ki nam pomaga, tako da nekako nekaj je. Je pa verjetno tudi tukaj še ful prostora za izboljšave, naše znanje je verjetno še polno enih lukenj, ampak počas nekako gre. Hvala.